ta sistem prikrivanja po letu 90. Pustimo prejšnji režim. Prejšnji režim je itak bil utemeljen na zločinu, na krvi in je zaradi tega tudi propadel, ker ni imel blagoslova, ampak delno ta tranzicijski del, tudi nažalost demokratične Slovenije, je tudi zgrajen na teh istih principih zločina in še prikrivanja zraven. In tu ima ta naša postkomunistična levica izredno težo. Sam sem mogoče tukaj še malo bolj involviran, ker sem verjetno eden redkih, ki je imel priložnost govoriti, snemati dolge pogovore z dvema rešencema iz Brezna. Eden je bil Franc Kozina, drugi pa Milan Zajc. Milan Zajc je izgubil 5 bratov v Kočevskem Rogu. Zame, ko zdaj to govorim, mi grejo pač kocine po koncu, ker poskušam podoživeti. Obe pričevanji, zlasti Milana Zajca, so bili, veste, kot neke vrste molitev. V tišini povedano, kaj so doživljali. Milan Zajc je bil 6 dni v enem od teh stranskih rovov. Meni se je takrat to zdelo neverjetno. Ko so jama izkopala, se je videlo, da so se tisti, ki niso bili mrtvi, in teh je bilo veliko, ker to so kar metali ljudi. Ljudi so streljali in marsikoga obstrelili. Potem je ta gmota teh trupel umirajočih ljudi eden na drugem umirala počasi in tisti, ki so bili samo obstreljeni, ranjeni, nekateri celo niti ne obstreljeni, ali pa so, ko so padli na ta trupla, se niso niti poškodovali, so šli v te stranske rove in Milan Zajc je bil med tistimi, ki so bili tam 6 dni. Potem zvečer so metali bombe, minirali, da se je Brezno posipalo, padlo je kakšno drevo noter in tako so nekateri uspeli zbežati. Kaj je Milan Zajc doživljal noter? Kako so preživeli? Vam raje ne govorim, ker je prišlo tudi do kanibalizma vsega tega. To je bilo nekaj grozljivega. Hočem reči, tudi